Sledeči program je financiran strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Govorili bomo o fizični popolnosti, o fizičnem zdravju. Govorila vam bom o vašem telesu. Kako vam je to všeč? No, kljub temu bom to storila. Mogoče vam bo všeč, mogoče pa ne. Ali raje vlagate vase ali pa zapravljate? Kaj pa misliš s tem? No, ali raje vlagate v dobro zdravje, da boste pozneje lahko želi dobro zdravje? Ali pa vi hazardirate zdravjem, češ da ne morete storiti ničesar glede skrbi zase, ali celo grdo ravnate zase in zlorabljate svoje zdravje? Kako lahko zlorabiš samega sebe? Kaj pa, če ste pod prevelikim stresom? Kaj, če preveč delate? Ali se preveč zavzemate za neko stvar in nimate pravega ravnovesja v svojem življenju? Če ne počivate dovolj, se ne smejite dovolj in nimate nobenega reda? Kaj pa, če ne spite dovolj? No, ne vem, če ste tako navdušeni, vendar jaz sem. Kaj pa glede vaših skrbi? In strahov, kaj si bodo ljudje mislili, kaj se dogaja po svetu, kaj se dogaja z našo vlado, kaj se bo zgodilo mojim otrokom, kaj se bo zgodilo, ko se bom upokojil. No, imam drugo idejo, kaj pa to, kako bi živeli danes. Mislim, čisto resno mislim, kako bi brez obžalovanja in brez strahu živeli. Zares najdemo to, kar je za danes najbolj pomembno. Kaj pa slaba prehrana? Dragi moji, tukaj sem, da vam pomagam. Kaj pa, da vsak dan pijete vse druga, samo vode, ne? Kaj pa glede telovadbe? Veste, če samo pritiskate na daljinca in sedite na slanjaču, boste umrli veliko prej, kot pa bi sicer. Veliko prej. Mi imamo vse te sklepe na telesu, kar je Bog predvidel, da se bomo gibali. Dobro, verjetno sedaj kdo misli, no, počakaj malo, veliko težav imam, nisem prišel sem, da bi ugotavljal, kaj je v svojem telesu. No, naj vam nekaj povem, zakaj je to pomembno. Kako se vi fizično počutite? Kako skrbite zase? Ali ne skrbite zase? To vpliva na vsa področja vašega življenja. Na vsa druga področja vašega življenja. Počutite se utrujene in za nič, ker že 3 noči niste spali, zato ne boste molili. In ne boste bili sposobni študirati Božje besede in to vpliva na vašo duhovnost. Dajte, no, to vpliva na vas, to zelo vpliva na vas. Vplivalo bo na vaše miselno in vaše čustveno področje. Mislim, da veliko ljudi poskuša imeti vsa ta področja v redu, kajti hočejo biti duhovno močni in trdni. Nočejo, da bi ves čas za nekaj skrbeli, vendar pa ne skrbijo prav zase, se ves čas tako slabo počutijo. Bog nas ni ustvaril zato, da bi se slabo počutili. On nas ni ustvaril zato, da bi povsod imeli bolečine od glave do pet. Ne bi rekla, da je za nas najboljše, da preživimo večino časa pri zdravniku in zapravimo ves svoj denar, da plačujemo recepte, zdravila, zdravniške usluge in vse mogoče teste. Hvala Bogu za vso medicinsko pomoč. Uporabljam jo, vendar še vedno nisem prepričana, če je to najbolj po Božje. Mislim, da je stres največji vzrok za vse bolezni, kajti stres je tista bolezen, ki je pomanjkanje lahkotnosti. Večje, ko je pomanjkanje lahkotnosti, bolj zagotovo se pojavi stres. Moja hči mi je povedala zanimivo zgodbo in je dopustila, da jo uporabim. Včeraj me je klicala in rekla, da je imela zares naporen teden. Rekla je, da je
Večkrat je izgubila kontrolo nad sabo in se je slabo obnašala. Slabo se je obnašala do svojih domačih. Rekla je, moram se jim opravičiti. In v telovadnici sem se razjezila in sem izgovorila mnogo stvari, ki jih ne bi smela in sedaj se zares slabo počutim. Imela sem slab teden. Veste, ona je drugače zelo dobro dekle, zares ljubi Boga. In to ni v njenem karakterju. Rekla je nekaj, kar hočem, da me poslušate. Rekla je, ko sem bila na tleh, ko sem začela moliti, sem veliko jokala. Borila sem se z malodušnostjo. Torej imamo vse te umske in čustvene stvari. Veste, ona je načrtovalec. Zato ima rada, da so vse stvari opravljene. Ona trdo dela in ima rada, da so stvari opravljene. In ko se nekaj drugega zgodi, kar se tako ali tako vedno zgodi, ali je že kdo videl, da vaš načrt nikoli ne uspe 100%, da pride vedno nekaj vmes? Mislim, lahko se zgodijo banalne stvari. Morala je nekaj storiti in je tako stala na telefonu 1 uro in 45 minut. Ko je končno dobila pravo osebo, da bi zaključila in da bi lahko uredila to, kar je bilo vzrok pogovora, se je ravno takrat zveza prekinila. In znova je morala začeti vse od začetka. Ona je nameravala svojo družino potovati na otoke princa Edvarda, ki so v Kanadi. Ni se pa zavedala, da je njen potni list že potekal. Njen mož je sicer namignil, če so potni listi še veljavni. Odgovorila je, da ne ve. Pogledala sta in seveda je veljavnost potnih listov že pretekla. Mislila sta, da bo lahko dobiti nove, vendar je tudi to bila nočna mora. Nista niti gotova, če jih boste sedaj dobila pravočasno. Verjetno jih bosta. Čakala na uradih, na pošti in vse to je vrglo čez rob. Veste kaj? In veste kaj, če živite na robu, ko živite na samem robu, potem bo sovražnik človeške narave vedno uporabil nekaj, da vas bo vrgelo čez rob. Dajte no, to je zares dobro. Nikoli še nisem tega izrekla. Všeč mi je to je novo iz časopisa. In sedaj bo to naslov za Facebook. Če živite na robu, vas bo hudič zagotovo poskušal potisniti čez rob. Mnogi ljudje to danes delajo. Trudijo se in trudijo ter pripeljajo sebe do skrajnosti. Če se kaj zgodi, potem pa kar zrojijo. Vem, da nihče od vas ni takšen. Vendar jaz še vedno kdaj zapadem v to smer, če nisem pozorna. Hvala Bogu, pogosto, sedaj ni več tako pogosto, kot je bilo včasih. Ampak veliko preveč kristjanov je, ki živijo na tak način. Mi bi morali bolje skrbeti za to in zase, kakorkoli. Ko se je hči umirila, je začela moliti in govorila takole. Bog, kaj je korenina vsega tega? Veste, če se ene in iste stvari dogajajo znova in znova in znova, zakaj nismo dovolj bistri, da bi stvari reševali z Bogom in rekli, Bog, kaj je osrednji problem? Kajti nekje obstaja razlog. Veste, če ljubite Boga s vsem srcem in hodite v cerkev, in mislim, predani ste, premišljujete Božjo besedo in še vedno imate hitro jezo in uničite z njo vse, potem morate najti korenino, vzrok za to. Če je korenina gnila, bodo tudi sadeži gnili. Ko je prišla do tega, je rekla, da je ves problem ležal v tem, da že nekaj tednov ni dobro spala. Že nekaj tednov. Rekla je, zvečer sem predolgo bedela, ker sem hotela, da bi bile stvari opravljene. In potem nisem dovolj spala. In tako je rekla, da je Bog zelo resno z njo ravnal. Začela je verjeti, da če ne bo dovolj spala, bo to zanjo greh. A vam lahko nekaj povem? Nasprotno vašemu prepričanju. Vi ne pripadate samo sebi in jaz ne pripadam samo sebi. Če smo čisto odkriti, vsak kristjan, ki ima naslednjo držo, no, veš, to je moje življenje, lahko delam, kar hočem. Vsak tak še ni zares prebral Svetega pisma. Vi lahko delate, kar hočete, vendar nam Bog ponuja možnost, da bi vodil naše življenje z velikim Ž, Svetim Duhom.
Zadnjič smo govorili, kako nam Sveto pismo ponuja življenje. Ni samo dihanje in da hodimo naokrog, ampak takšno življenje, ki ga ima Bog. To pomeni življenje v polnosti, kot Bog želi, da bi mi živeli. Veste, že precej dolgo poznam tudi nekega drugega mladega človeka, ki ima zelo razburljivo naravo. Z njim je bilo težko sodelovati, kajti vedno je bil slabo razpoložen in je godrnjal, čeprav je že bil dolgo časa kristjan. Veste, vsakdo je prišel do ugotovitve. No, tako pač je. In po nekaj dogodkih je s tem končal. Spremenil je svoje navade prehranjevanja in je začel fizično delati, sedaj to počne vsak dan, jaz tega ne zmorem, vendar pa verjamem v telovadbo. Mislim, da je danes ne dobimo dovolj. Pred leti ljudem ni bilo potrebno, da bi obiskovali fitness, imeli so telovadbo v vsakdanjem življenju. Nam pa se je potrebno znojiti. Mi pritiskamo raje na gumbe in posoda je že umita, pritisnemo na gumb in pojavi se televizija, hodimo po tekočih stopnicah ali pa z dvigalom. In razjezimo se, če ne moremo parkirati svojega avta tik pred vhodnimi vrati. Samo Bog ve, da če bi se vsaj malo znojili, bi izgubili nekaj strupov iz svojega telesa. Bolje to, kot pa da nas ubijajo. Tako težko verjamem, da je ta človek, da se je spremenil samo zato, ker je spremenil način svojega prehranjevanja in je začel redno telovaditi. Povem vam eno stvar. Bolje, ko se fizično počutite, bolje se počutite na vseh področjih. Daje vam več samozavesti, več drznosti, hodite bolj naravnost, bolj zravnani, ste bolj dejavni, imate energijo, hočete biti vpleteni v vse stvari. Sedaj vam bom nekaj povedala. Mogoče ste bolni in imate kakšno stvar, o kateri ne morete ničesar storiti, vendar če začenjamo delati stvari, pri katerih lahko nekaj storimo, ja, veste, vsak si želi čudež. Če rečem, da bom po srečanju ostala tukaj in molila za vsakega, ki je bolan, potem se sprašujejo, zakaj se to ni zgodilo že pred začetkom srečanja. Nato po molitvi za vse vas postanem sama bolna, ker sem popolnoma izčrpana. Če se hočete umakniti stresu, se morate zavedati, da ne morete dati vsakemu na tem svetu, kar hoče. Nečemu se morate odpovedati, da bi bili lahko vi zdravi in bi normalno delovali. In da boste funkcionirali. Hočem vam povedati, ne glede na to, kar bi si nekdo mislil, da je to sporočilo eno najbolj pomembnih sporočil, ki jih boste kdajkoli slišali. Kajti, ko nam je Jezus ponudil novo življenje, je tudi določil življenjski stil, ki mu moramo slediti. Ne morete samo prejeti Kristusa in potem živeti na isti način kot preostali svet. Jezus je rekel, jaz sem pot, resnica in življenje. Tu je veliki Ž. Naučiti se moramo, da ga bomo bolj ubogali. Ko sem vam danes govorila o nekaterih stvarih glede prehranjevanja, sedaj vam nočem govoriti o telesni teži in ne vstopimo na to področje. Preprosto vam hočem reči, da se mora vsak izmed nas otresti naslednje miselnosti, sem na dieti. Ni vam potrebna dieta, potrebujete nov način življenja. Vsakdo, ki je na dieti, da bi izgubil 25 kg, je po vsej verjetnosti v naslednjem kalupu. Hočem izgubiti 25 kg, da bom potem lahko jedel, kar si želim. Vsi vemo, kam to pelje. Vse svoje življenje zapravite zato, da ponavljate eno in isto stvar. Raje si mislite takole, naučil se bom, kako prav živeti, zmerno bom vadil, skrbel bom zase, jedel bom tisto, kar je dobrega okusa, ampak ne bom ves čas jedel nezdrave hrane. Skrbel bom zase, zato da bom lahko slavil Boga. In mislim, da bi se lahko obvezali v tej smeri. Predvajana oddaja je bila plačana strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. In to brez diete. Rekla sem, čeprav jeste in se dovolj gibljete, se boste nehali rediti in to je za vas prav. Seveda ne boste vsi izgledali enako. Imam prijateljico, ki poje veliko več kot jaz, pa ima 57 kg. In to je prav zoprno.
Ali razumete, kaj vam hočem povedati? A ima to kakšen smisel? Prav, naj vam zastavim vprašanje. Koliko izmed vas je danes tukaj in že veste, da bi morali bolj skrbeti zase? No, tukaj smo. Imamo pravo skupino. Prav. Prvo pismo Korinčanom, 3. poglavje, 16. vrstica. O, tako rada imam Božjo besedo. Veste, kaj je zame tako čudovito glede Božje besede? To se zdi precej zabavno, če to jaz izrečem. Vendar se mi ne zdi Božja beseda toliko duhovna, ker je tako zelo praktična. Podobno je temu. Vse, kar je Jezus rekel, je duhovno, vendar je zelo življenjsko. Vendar pa ni le kup religioznih stvari. Veste, da Bog skrbi prav za vsa področja vašega življenja. 1. Korinčanom 3:16. Veste kaj? Tisti, ki že delate prave stvari, lahko samo sedite tam in rečete amen, amen. Samo v svojem srcu boste vedeli, da, to je prav, amen. Tisti pa, ki ne delate tako, kot je prav, boste danes rekli, o jaz, ojoj, o jaz. Mar ne veste, da je vsa cerkev v Korintu Božji tempelj in da Božji duh neprestano prebiva v vas? On je namreč tam doma in to v skupnosti, v cerkvi in tudi posamično. Mislim, da je ena najbolj čudovitih stvari v Božji besedi ta, da smo mi Božja hiša in on prebiva v nas. Mislim, da lahko sedim in premišljujem to dejstvo dan za dnem in tega čudeža ne bom nikoli prav razumela. To je prava skrivnost, ki je bila skrita že pred veki. Da je namreč Kristus v nas v vsej slavi. To je nekaj čudovitega. Vi ste Božje prebivališče. Recite, jaz sem Božje prebivališče. Če pa kdo Božji tempelj uničuje in ga kvari z napačnim naukom, bo Bog uničil tega. Božji tempelj je namreč svet in to ste vi, kakor verska skupnost in posamezni verniki. Prav, on ne govori o posameznih stvareh, o katerih govorim jaz danes tukaj, vendar v osnovi pravi, da ne smemo poškodovati Božjega templja. Veste, mnogi izmed vas bolj spoštujete cerkveno zgradbo, kjer imate nedeljsko bogoslužje, kot pa spoštujete svoje lastno telo. O, rada imam tole skupino tukaj. Oni se obnašajo veliko bolje kot pa vi. Morali boste še uloviti. Veste, da je v Svetem pismu Stare zaveze natančno napisano, kakšen naj bo tempelj, ki ga je Salomon zgradil namesto začasnega tabernakla v puščavi. Bila so čisto določena navodila, kako zgraditi, okrasiti in skrbeti za tempelj. To so bila zelo specifična navodila. Bil je čudovit, veliko skrbi in prizadevanja je bilo potrebnega, da bi ga ohranili v dobrem stanju. Bila so takšna časovna obdobja, ko so tempelj zanemarili in so ga potem morali ponovno popraviti in pozidati. Danes vas sprašujem, ali potrebujete sveže barve ali pa popolnoma nov program za izgradnjo in popravilo. Vidite, za nekatere izmed vas bi bilo dovolj, če napravite samo nekaj majhnih popravkov na nekaterih področjih. O, ne bom pil toliko kave, bom pil več vode, poskušal bom spati vsaj 7 ur na noč, namesto 4. Ne, a moram biti še bolj discipliniran? Saj vsako noč spim 8 ur. Jaz nisem v redu, če ne spim. Bil je čas v mojem življenju, ko sem nekaj dni zapored lahko spala samo 6 ur, vendar vsak ne potrebuje toliko časa. Davidova sestra spi 5 ur na dan že vse življenje in se čudovito počuti, ona pač ne rabi toliko spanca, vendar takšnih ljudi je le nekaj. Večina izmed nas potrebuje dober spanec.
In le nekaj od nas jih to uresniči. Da jaz lahko to uresničim, se moramo odpovedati mnogim stvarem. Vi gledate žensko, ki je po noči doma. Če ne pridigam zunaj, sem doma na svojem stolu. Amen. Veste, veliko je stvari, ki bi vam jih lahko povedala glede škode, ki sem jo povzročila svojemu telesu v preteklosti zaradi nevednosti in ignorance, zato ker sem preveč delala, ker sem bila pod stresom, ko sem poskušala pomagati ljudem. Veste, zelo zanimivo, ne morete prelomiti naravnih zakonov, pa čeprav mislite, da služite Bogu in bo zaradi tega vse v redu. Ker sem preveč delala v duhovni službi, sem zbolela. V Svetem pismu poznamo Epafrodita, ki je tako trdo delal v duhovni službi, da je zbolel in skoraj umrl. Bog nam pravi, da so tam določene stvari, za katere morate skrbeti, in če tega ne storite, stvari ne bodo delovale. Jaz sem čisto izrabila svoje nadledvične žleze in še vedno nosim posledice zaradi tega. V vašem telesu je steroid z imenom kortizol in ta mora biti na določeni ravni, ko vstanete. Visoka koncentracija, ko vstanete, in nizka, ko greste spat. Tako lahko spite zares v redu, vendar moj sorazmerno nizek zjutraj in visok zvečer. Da bi ta steroid lahko znižala, potrebujem 3 ure miru in tišine. In na to lahko grem v posteljo in zares dobro spim 8 ur. To pomeni, da se moram odreči druženju s prijatelji ali da sem pletena vse mogoče zadeve in stvari, naprimer zabave, namreč ta mir potrebujem. Vam ni treba delati tega, kar jaz počnem. Vendar pa morate ugotoviti, kaj vi potrebujete. Dajte, no. To je spodbuda, da začnete skrbeti za svoje fizično telo. To je namreč hiša, v kateri živite, in je posoda, po kateri želi Bog delovati. Resnica je ta, da če izrabite to, ne morete samo iti nekam in kupiti nove posode. Začnite verjeti, da če se dobro fizično počutite, je to velik vložek, ne pa zakockana stvar. Kaj s tem mislim? Da vlagate v svoje zdravje, namesto da delate ogromno napačnih stvari. Tako si ne boste pridobili pravih sadov. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misijonarske skupine Joyce Meyer.